Ministrstvo za pravosodje je na pobudo Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije preučilo dostopnost sodnih obravnav osebam z okvaro sluha in dopolnilo sodni red. Po prepričanju pravosodnega ministra Gorana Klemenčiča gre za majhen korak, ki pa bo vsem osebam, zlasti invalidom, omogočil enakopravno udeležbo v sodnih postopkih. Dopolnjeni sodni red, ki velja od novega leta, v 3. točki 223. člena navaja, da morajo invalidi ali osebe s posebnimi potrebami sodišču pred narokom sporočiti, da bodo uveljavljali pravico do enakopravnega sodelovanja v postopku in navesti, kakšne prilagoditve potrebujejo. Predsednik Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije, Mladen Beršič, je pojasnil, kakšne prilagoditve potrebujejo gluhi, naglušni in gluhoslepi. Gluhi potrebujejo tolmača v slovenskem znakovnem jeziku. Naglušni potrebujejo slušno zanko ali FM sistem. Gluhoslepi pa tolmača in asistenta oziroma druge tehnične prilagoditve. Za zagotavljanje nemotenega spremljanja in enakopravne vključenosti oseb z okvaro sluha v sodni postopek je za uporabnika ustrezen tudi zapisnikar, ki neposredno pretvarja govor v tekst in ga oseba lahko sproti bere na zaslonu. Tako oseba nemoteno in brez stresa, da bo kaj preslišala ali ne bo razumela vsebine povedanega, enakopravno spremlja in se vključuje v postopek obravnave. Minister Goran Klemenčič je povedal, da so poleg spremembe sodnega reda z intenzivnim sodelovanjem z zvezo pripravili nabor tehničnih ukrepov za tiste, ki ne obvladajo slovenskega znakovnega jezika, in zagotovili evropska sredstva. Verjamemo, da bodo v kratkem na vsakem okrožnem sodišču v Republiki Sloveniji, da bo vsaj ena dvorana tehnično opremljena tudi z brezžičnimi slušalkami in drugo ustrezno tehnično opremo. Dodaten korak k enotni obravnavi na sodiščih je po njegovem mnenju program izobraževanj o potrebah invalidov za sodno in tožilsko osebje. Napovedal je še, da bodo do konca leta ali v začetku naslednjega leta vsa okrožna sodišča, ki tega še nimajo, opremili z ustreznimi fizičnimi dostopi za invalide. Če kdo, mora Ministrstvo za pravosodje na tem področju skrbeti za enako obravnavo vseh oseb in ponuditi pravne, tehnične, pa tudi povsem človeške rešitve. Zato, da se take ali drugačne okvare ali težave v komunikaciji, da ne vplivajo na sposobnost dostopa, razumevanja komunikacije v, bomo rekli, zaščiti pravnih pravic, bodisi kot tožnikov, kot prič, kot žrtev. Statistika Svetovne zdravstvene organizacije kaže, da se okvara sluha pri ljudeh ne zmanjšuje, ampak kvečjemu narašča. V Sloveniji živi približno 65.000 oseb s slušnim aparatom, 1500 je gluhih in okoli 65 gluhoslepih. 400 oseb pa je že prejelo polžev vsadek. Zato je pravosodno ministrstvo z dopolnitvijo sodnega reda naredilo velik korak za vsaj 10% državljanov.